Moj današnji sogovornik je izredni profesor dr. Darko Čuden, ki je predavatelj na oddelku za germanistiko, nederlandistiko in skandinavistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je zelo resen profesor, pa vendar tudi zabaven in upam, da nam bo pokazal, da je znanost lahko tudi zabavna. Njegova znanstveno-raziskovalna in pedagoška dejavnost sega na mnoga področja. Naštela bom nekatera. Morfologija, besedotvorje, leksikologija, slovaropisje, kontrastivna analiza, onomastika, semantika, pa še kaj bi se našlo. Predvsem pa je profesor Čuden tudi prevajalec iz danščine, norveščine, švedščine, nemščine, angleščine, mestoma včasih tudi iz portugalščine in španščine in je gledališki režiser v Bohinjski Bistrici. Danes se bova pogovarjala z neko posebno kategorijo v jezikoslovju, to je s frazemi. To pomeni, da se bova pogovarjala s frazemi o živalih, kajti naša tema je človek žival, in ker je profesor Čuden priden kot mravljica, se je verjetno na pogovor tudi pripravil, čeprav ga poznamo včasih, da je tudi siten kot podrepna muha. Torej, danes frazeologija in frazemi. Ali nam lahko najprej razložite, kakšna veda je to in kaj je frazem? Na kratko bom to poskušal razložiti, ker je zadeva v nekem smislu precej kompleksna. Tudi jezikoslovci si niso povsem enotni še danes, ne. Težko namreč razmejijo frazeme od drugih pomenskih enot, ampak načeloma se strinjamo s tem, oziroma dosegli smo nek konsenz, da so frazemi neke posebne pomenske enote, in zanje velja predvsem to, ampak ponavljam, spet gre za konsens, ker lahko bi bilo tudi drugače, ne? Da gre za večbesedne konstrukcije, se pravi, da morata v leksemu biti najmanj dve besedi, lahko jih je pa več, ne? Lahko je pravzaprav cel stavek leksem. Na primer? To zdaj laže kot pes teče. No, to je bil primer stavčnega primere tudi, ne? Kako teče, kako teče. Nekdo laže tako kot pes teče. Laže tako kot pes teče, ne? Tako kot pes teče, ja. Tale konektor kot je zelo velikokrat prisoten, a ne? Da si, ne vem, prej sem že omenila priden kot mravljica, priden kot čebela, laže kot pes teče. Kakšne frazeme nam še lahko ponudite? Ja, teh stvari je res ogromno, ne. Jaz imam tukaj samo pač nekaj izpisanih, siten kot muha, ne, ali pa podrepna muha, ne, potem trmast kot osel, leta ko kura, ne, podvoriš, ali pa kaj takega, priden kot. Pri čebeli pa pri mravlji je zanimivo, da imamo mi dve varianti, ne, se pravi priden kot mravlja ali mravljica, priden kot čebela ali čebelica, ne. Nimajo vsi jeziki tako razslojenih možnosti pravzaprav, ne. Potem imam kaj še, krasti kot sraka, ne, kradli so kot srake. Ja, in kot rečeno, teh je res zelo ogromno. Se pravi, morate biti, da govorimo o frazemu, vsaj dve besedi. Vsaj dve besedi. Če jaz nekomu rečem osel, pa mislim, ti si tak kot osel, to še ni frazem, tudi če gre za nek zamolk. To je, za moj občutek je to neko mejno področje v bistvu, ne. Za mene je to pravzaprav neke vrste frazem, zato ker seveda, če ti nekomu rečeš osel ali pa vol ali kaj takega, seveda ne misliš žival. Ali pa žrebec, seveda, ne misliš živali, ampak misliš tega človeka, ki ima verjetno neke posebne značilnosti te živali, s katero sem ga obsoval. Obsoval. Ali pa gre za eufemizem lahko, ne? Lahko je tudi kakšen ljubkovalni izraz, je čisto možno, ne. Miškica. Miškica recimo, ne, ja. To pomeni, tako si ljubka kot majhna miška. Zopet ta konektor kot, ne, vedno gre za neko primerjavo. Živali se zelo pogosto znajdejo v frazemih, mar ne? A je to značilnost za vse jezike? Tega si jaz ne upam trditi, ne, ker pač ne poznam vseh jezikov in tako naprej. Intuitivno bi rekel, da jezika brez živalskih frazemov tako rekoč ni. Je pa res, a ne, če bi tole z nemščino primerjal, ne, da se pravi med frazemi v enem jeziku in frazemi v drugem jeziku ni nujno razmerje 1:1, kar pomeni, da če imamo mi frazem v slovenščini, ni nujno, da ga imajo tudi Nemci in obratno. Ali pa so lahko ga tudi ni, ne. Mi imamo frazem, Nemci ga nimamo. To je absolutno možno, ne. Je pa
Ali pa imamo tudi primere, recimo, ko sta dva frazema pomensko enaka, ampak so elementi sestavine drugačni. Druga žival. Druga žival, pa mogoče še kakšen drug motiv noter. Mi imamo recimo, mi rečemo po noči so vse krave črne, v nemščini se reče in der Nacht sind alle Katzengrau. Ja. Imamo dva različne živali, pomen frazema je pa enak, da je v bistvu zelo črno. Ja. Ne, da je črno kot v rogu, sem zdaj mislila. Da ne vidimo razlika. Ne? Ja. Torej, Ko se ta rog, temno kot v rogu, to bi tudi lahko šlo pod... tudi to je živalski frazema, ne? Ker je to metonimično... Ni na prvo žogo, ampak rog je del živali, Ja. ne črno kot v rogu. Ravno prej sva se s snemalcem pogovarjali o tem, kakšne kletvice imamo tudi Slovenci v zvezi z živalmi, pa jih ni veliko, ampak ena taka zelo lepa, tak vzklik je 300 kosmatih, kjer mislimo 300 kosmatih medvedov. In tudi tukaj ni na prvo žogo nek frazem, ki bi upošteval žival, pa vendar jo upošteva, ker gre za medveda, ki je kosmat. Ja, seveda. Ja. Torej, to je eno zelo zanimivo področje. Ne? Zanima me... Zelo in tudi neskončno. Ne? Ja. Temu področju nikoli ne prideš do konca, tudi zato, ker se porajajo novi frazemi, nekateri zastarevajo, ampak so seveda še vedno v zakladnici slovenskega jezika. Prej ste omenili, da vsak frazem, ki je recimo v slovenščini in nemščini, ki jo seveda najbolje obvladate in tudi predavate, da ni nujno, da so frazemi enaki. Ampak ali so frazemi med narodi oziroma jeziki, ki so v stičišču, bolj podobni? Imamo mi več skupnih frazemov z Nemci kot s Francozi ali pa z nekimi Angleži? Ja, jaz spet lahko govorim samo intuitivno. Ne? Ja. Se mi zdi, oziroma vsaj v okviru neke jezikovne skupine, kot so recimo indogermanski jeziki, kamor sodijo vsi ti jeziki, ki ste jih vi sedaj našteli, pa seveda še kakšni drugi, tam bi pričakovali več podobnih ali pa celo enakih frazemov, ampak lahko se pa zgodi, da so pa tudi popolnoma drugačni. Ker pravzaprav živimo na nekem ozemlju, ki ima podobno favno, ne? In zato vzamemo iz favne. Verjetno imamo pa mi malo podobnih frazemov z Eskimi. Se precej Ne rečemo recimo, da tuli kot tjulen, tega pri nas ni verjetno. Ne, najbrž, ne, sem prepričan, da ne. Potem me pa zanima, ali obstaja kakšna, se pravi, živali so povsod v frazemih, ali obstaja kakšna razlika glede na zvrst jezika? Tukaj mislim glede na knjižni jezik proti slengu, ali pa arhaičen jezik, sodobni jezik, ali pa pisana beseda, ustna beseda, vezana beseda, nevezana. Kakšne razlike so prav gotovo, ampak načeloma je tako, da jaz v vsaki zvrsti oziroma v vsakem žanru najdevam, se pravi, živalske frazeme. Nekje jih je seveda manj, nekje jih mrgoli, recimo, ne. Nekateri so celo privzdignjeni, se pravi nadstandardni v nekem smislu. Naprimer? Teh sicer nimam zdaj v glavi? Toliko v glavi, ampak recimo izginil je z obličja zemlje, ne. Ja. Obličje zemlje, ne, je že sama ta besedna zveza je pravzaprav neka metafora, ne, ali pa recimo v okrilju vesolja, ne. To je se opet na drugo žogo, ne? Je spet točno tako, Ja. No, pa hočem reči, lahko so ti privzdignjeni, teh sicer ni tako veliko, največ jih pravzaprav sodi v standardni jezik, ki se pa tako piše, kot govori, nastanejo pa potem kakšne razlike, oziroma kjer bi jih jaz, več pa frazemov je pa seveda pogovorno ali pa celo nižje pogovorno, pa vse do vulgarnega. To je pa seveda vse povezano potem še z narečnimi govori, z pokrajinskimi govori, delno, oziroma zelo verjetno je to odvisno od starostne skupine, se pravi mladi uporabljajo druge frazeme, kot starejši, ampak načeloma bi rekel, da ni zvrsti oziroma da ni žanra, kjer ne bi bila žival prisotna v frazemu. Ja. In da vse zvrsti uporabljajo tako stare, sodobne, tudi v pesniški besedi. Tega je ogromno, ne? Ogromno. Teh treh glavnih zvrsteh literarnih, se pravi dramatika, lirika, epika, tam mrgoli tega, ne. Saj imamo cel kup knjig, ne, ki imajo živalske naslove, ne. Ali pa Ampak recimo tukaj pa vidim eno zvrst, recimo strokovna besedila, to pa verjetno, mislim strokovna, če so vezana na živalski svet, ampak strokovna pa ta formalno pismo in take stvari tukaj pa načeloma ni verjetno.
toliko frazemov? To, Ko gre za znanstveni jezik, ki ni vezan na žival. Tam Ja. se temu izogibamo, verjetno. ja, zelo verjetno. Zelo Ja. verjetno ja. Razen če pišemo o frazeologiji. Ja. Ja, to bo držalo. No. Ja. Slovenci smo vedno radi zahajali tudi v gostilne, ki so imele živalska imena v sebi. Danes sem se skušala spomniti in potem sem se spomnila na žabarja, na mačka in sokola, ki je zelo literarno poimenovanje gostilne v Ljubljani. Ali je to še vedno zelo živo, to poimenovanje, ker v kakšnih drugih jezikih se mi zdi bolj kot pri Slovencih? Jaz moram priznati, da sem se pravi gostiln, ki so poimenovane po živalih, v Sloveniji našel izjemno malo. Gledal sem tudi kakšna starejša besedila oziroma revije in je tega zelo malo. Gostilne so bolj poimenovane po lastnikih, ne, po priimkih in tako naprej. Vem, da je, mislim, bila ne spomnim se zdaj natančno, po prvi svetovni vojni ali pred prvo svetovno vojno v Ljubljani na gostilnah, ki se je reklo pri raci. Sicer jih pa dobim zelo malo, ne, kresnička, ampak to Jelen obstaja tudi, jelen? Jelen obstaja, jelen obstaja, ne. Ja. Na Voglu Bohinju je merjasec, ne, ampak zanimivo, da so to, da pa nimamo teh imen s tem pri, no. S predlogom. S predlogom, ne. Kot imajo Nemci, beim Löwen, beim Falken, beim Goldenen Löwen. To je v Nemčiji oziroma pri nemških gostilnah skoraj obvezno, ne. In s tem, da na repertoarju teh nemških gostiln dobiš prav vse živali, ne. Našli smo en tak bolj imeniten hotel, ki se mu reče Curzau. Curzau, kako bi to prevedli za naše poslušalce? Ja, pri prasici. Pri prasici, ja. In tam ponujajo potem izključno svinjsko meso, ali je to kaj... Tega ne vem, kakšen je ta motiv. A lahko sklepamo, recimo, če imamo ta jelen, sokol, da so bila to, ker ste rekli, da pri nas so vedno bolj po priimkih, imamo Prkunstel, pa gostilna Titan in gostilna Rajh, ne vem, da so se družine pisale po živalih in je zato postala potem tudi gostilna jelen in sokol. Ja, to je zelo možno. To je zelo možno. Zajec recimo tudi, ne. Ja. Pa še ne par takih primerov. Ja, težko bi tukaj zdaj razmejili, kaj je bilo prej. Kura ali jajce, ne. Ja, a tega ne vemo. Tako, se mi zdi, da bi bilo oboje možno, no. Ampak še prej, pravzaprav, če malo natančno pomislim, se mi zdi, da so se ta imena za gostilne razvile iz priimkov. Iz priimkov. Ja. Ker priimkov, ne, slovenskih priimkov, živalskih priimkov je ogromno, ne. Ja, a nam lahko kakšne poveste? Lahko. So pa vsi, oziroma velika večina jih je v osnovni obliki, ne, v izpeljanki. Tako da, ja, volk, zajec, kos, strnad, medved, jež, maček? Kalin, golob. Golob, zelo popularno ime te dni. Maček, ja. Miš sem tudi videl, ta priimek verjetno ni... Mišmaš pa ne več potem. Mišmaš pa najbrž ne. Čeprav obstaja priimek Mišmaš. Obstaja? Ja, ja. Ja, margolitih priimkov, ne. Zanimivo pa, da ne imen, ne. Jaz sem poskušal najti in sem našel samo moškega leva. Lev, ja. In tudi, ko sem sprašal druge, mi ni mogel nihče pomagati. Tukaj je več flore kot favne pri imenih, a ne? Ajda, pšenica, hiacinta, vijolica, a ne? Medtem, ko živali pa res ni, ženskega imena se tudi jaz... Marjetica, ja. Zanimivo. Katera je vaša najljubša gostilna, kateri bi si želeli iti zaradi tega, ker ima tako lepo ime živalsko? Najraje bi šel na Vogu k Merjascu. K Merjascu. Ja. To je ena taka planinska gostilna, ki pa nažalost zdaj propada. Pa bi mogoče lik za to rad šel spet tja. Aha, tam sem pa tudi jaz bila. Imajo najboljšo gobovo juho, a je to to? Ja. Kako pa, zdaj me še zanima, vi ste prevajalec, to sem na začetku povedala, prevajate iz nordijskih jezikov in iz romanskih jezikov. Kako prevajati živalske glasove? Kajti večinoma so poimenovanja oglašanja živali onomatopoejska. Ampak imamo čisto neko, pri nas pes laja, v nemščini der Hund bellt, kaj bel dela, ne? Pri nas si predstavljamo, da laja, nekje druge počne spet kaj drugega, ali pa krava pri nas
muka in je mu, a ne, medtem ko v nemščini diku brüllt, a ne, tako kot medved rjove, medved lev, a ne. Čeprav je nemški glagol tudi mujen. Tudi mujen, ja, ampak... Ja, ne vem, v kakšen pomen bi zdaj imel ta brülen. Ali pa čebelica. Pri nas čebelica brenči čebela, tam pa zum, tam je zum, pri nas so pri nas v nižji predstavi. Kako to, nemška čebela se verjetno ne oglaša drugače kot naša čebela? To je odvisno, kako dojemamo te njihove glasove oziroma njihove jezike. Ne. Jaz imam tukaj nekaj eksotičnih primerov. Ne. Zakaj zdaj rečemo, se pravi, če petelin spregovori, a mi to res slišimo kikiriki, se pravi, na ta način posnemamo ta naravni glas te živali, ne? Ali mogoče kakšni drugi jeziki pa to drugače slišijo, ne? Ker imajo drugo osnovno, torej podstat glasovno verjetno, ne? Ampak kljub vsemu je pričakovati, se pravi, v isti jezikovni skupini podobnosti. Tako pri petelinu imamo tako, na primer, kikiriki, kikuriki, kikeriki. Zelo majhne so te razlike. Samo, kaj pa pravi angleški petelin? To je meni čisto nepojmljivo. Cock-a-doodle-doo. In se ne znam predstavljati. No, pa Anglija le ni v EU, pa si lahko dovolijo nekoliko drugačno posnemanje, ne? Ni v Evropski ne, v Evropi je, ni v EU, sem prav povedala, ja. Tukaj imam samo nekaj primerov, zanimivo za žabo, ne? Žabo, ki kvaka, ne? Ja. In mi rečemo kvak, kvak. Ja, rega, kvak, kvak tudi. Ja, no. V angleščini rečejo ribit. Žaba reče ribit, ne. V italijanščini reče krak, mi povezujemo čisto z eno drugim ptičem. V turščini je vrak, ne. V japonščini je kero, v polščini, ki je slovanski jezik, ne, kum. No in čebela, ki ste jo omenili, ne, pri nas dela bzz, ne, v japonščini pa bum. To so neke kamikaze, čebelje kamikaze, ja. Bum, nikoli nisem slišala. Zanimivo. Se pravi, ta živalski svet v jeziku je verjetno neka čudovita tema za raziskovanje. Katera, ko ste recimo prevajali, katera vam je bila pa taka najbolj mogoče kakšen izziv ali pa zgodba, ki se vam je vtisnila spomin o prevajanju v zvezi z živalmi? Ali pa kakšna anekdotica morda? Ja, anekdotice se ravno ne spomnim, ampak prevajal sem pred leti danskega pisatelja, zelo popularnega Jørna Rila. In on je veliko časa živel na Grenlandiji, pred mnogimi davnimi leti. In on je napisal odbite arktične zgodbe. Zato, ker ljudem, se pravi tistim lovcem, ki so po 200 km oddaljeni, eden od drugega in živijo tam v samoti. Čisto stran od civilizacije. Ja, se njim dejansko, to je znanstveno dokazano, se jim na nek način zmeša. Doživljajo neke arktične blodnje, No, ampak ker so v glavnem lovci, imajo tam vse sorte medvedov, pa malo morje tjulnov, pa ne vem, njork, pa ne vem kakšnih ptičev še ne. Tako da sem se tam kar malo ukvarjal s temi tjulni, ker mi poznamo samo tjulna. V bistvu, ja, tam so pa različni tjulni. Tam so pa različni, ne. In kako to potem prevajati? Ja, to je zdaj malo besedilno. Opisno potem. Ali pa opisno, ne, ali pa v redu greš pogledat, ne, ta strokovni izraz, pa vidiš, da je tam en čopasti tjulen ali nekaj takega in to nič ne škodi tej pripovedi, če to rečeš. Se tudi bralec potem na ta način kaj izve, ne. Katera pa vaša najljubša žival? Papiga se mi zdi. Papiga? Ja. Govori kot papiga, ne? Ja, Pri nas ima zdaj v današnjem jeziku ima ta primerjava z papigo majčken pejorativen značaj. Medtem v srednjem veku, ne, v Tristanu in Izoldi, pa Tristan govori Izoldi, da je izgledala kot papiga. To pomeni, da je bila našemljena, da je bila pisana, pomeni, da je bila zelo bogata, ker je imela lahko bogato oblačilo. Ne, se pravi, tudi sporočilnost frazema se s časom spreminja. Seveda. Zdaj pa še zadnje vprašanje, vaš najljubši ali pa nekaj najljubših frazemov z živalmi? Ja, to je zelo težko reči. Mogoče bi to morali že prej umeti, ne? Tam, ko so me sprašvali o zvrsteh, v frazemih o zvrsteh in tako naprej. Nekateri frazemi so tudi mogoče celo družinsko, rodbinsko
urabi. Ne? Skratka, ni to frazem, ki bi veljal za celo slovensko področje ali pa za Štajersko ali pa Gorenjsko, ampak se mogoče govori samo v eni vasi ali pa celo v družini. Ne? In jaz se vedno spomnim, da ko sem bil majhen in če nisem zaprl vrat za sabo, mi je mama vedno rekla, a imaš mar rep? Ne? To je tudi tak metonimičen rep. Ne, kot tudi del v prekmurskem narečju rečemo tako, da imaš rep, če ne zapiraš vrat, ja, ker se moraš pustiti prostor. Da... Ja. Tega današnja mladina ne pozna več v bistvu. Ne? Se mi zdi, da še kakšna ker so drsna vrata, pa ni treba zapirati, morda zato. Potlej je zelo veliko teh frazemov na vulgarnem področju. Ne? No, te me zanimajo. Čeprav nočem reči s tem, da so to moji najljubši. Ne? Ja. Ampak tudi mama mi je zmeraj rekla, če je kdo prišel ta zadnja, ne? Ja. In tudi moji sorodniki so rekli, on zmeraj pride ta zadnji kot pasja jajca. Kot pasja jajca. Ja. Potem so kakšni tudi taki malo nerodni, recimo, ne? Če imaš zmečkano srajco. Ampak to so potem tudi prevodne zadeve. Ne? Se pravi, če imaš zelo zmečkano srajco, rečeš, imaš pa tako srajco, kot bi jo kravi izrit potegnil. Ja. In kako zdaj to v nemščini povedati? Ne vem. Ne? Ali pa recimo zaščiten kot kočevski medved. Pojma nimam, kako bi se to po nemško reklo. Ne? Mislim, najdu bi že neko rešitev, ampak gotovo ni živalsko zaznamovano. Potem se morda izognemo celo frazemu in rečemo zelo zaščitena, ne? Pa pod posebno zaščito. Rešitev se skoraj vedno najdejo. Ne? Ja. Jaz zaključujem najin pogovor. Mislim, da smo izvedeli nekaj zanimivih stvari iz jezikoslovja in res je zabavno ukvarjati se z jezikoslovjem. Zlasti, če so to živali, zlasti, če posegajo na tako različna področja jezika. In profesor Darko Čuden, najlepša hvala. Hvala tudi vam.